discipule, primus tibi dies in schola emonica est, et tuiam sera venisti. Sed bene, novus discipulus es. Dic mihi, potes me cum latine loqui? Est ne tibi nota lingua latina? Ne razumeš latinskega jezika? No, saj to v teh krajih ni nič nenavadnega. Tukaj na robu cesarstva je pač tako, da se mora rimski magister lokalnega jezika naučiti. Ampak ne več za dolgo. Vedno več učencev imam v svoji emonski šoli in kmalu bo celo mesto govorilo latinski jezik, kakor se tudi spodobi za našo prelepo kolonijo Julio Emono, ki jo je bil ustanovil sam presvetli cesar imperator Gaius Julius Octavianus Augustus. No, ampak danes je šele tvoj prvi dan v emonski šoli. Brez skrbi, kmalu te bomo toliko latinsko naučili, da se bomo lahko pogovarjala kot normalna, civilizirana človeka. No, lepo rimsko tuniko že imaš oblečeno. Kaj pa tablico si prinesel s seboj, voščeno tablico? Kaj pa je to? Kako boš na to pisal? Saj ni voska noter. Dej, ti bom jaz ena tablica dal. Hoc est tabula cerata. To je voščena tablica. Et hoc est stilus. To je stilus. Z njim boš črke utiral v vosek v tablici. Latinske črke že poznaš, kaj ne? Seveda jih, se jih danes že po celem svetu poznajo. Kdo pa ne pozna latinskih črk? Bene, discipule, et nunc inscribe in tua tabulam pria prima verba, unus, duo, tres. Unus, duo, tres. Optime, discipule. No, kot si gotovo že sam oganil, unus, duo, tres pomeni 1, 2 in 3. Na moji tabli imam zapisane latinska števila od 1 do 10. Po pouku boš vsa števila prepisal na svojo tablico in si jih nato doma naučil na pamet. 30krat jih boš ponovil, pa ti bodo ostala v spominu. Repetitio est mater studiorum. Jutri pa le še pripelji s seboj katerega izmed drugih mestnih fantičev, ki še ne znajo latinsko. Tukaj v emonski šoli se bodo hitro naučili, pa ne samo latinskega jezika, tudi marsikaj zanimivega v slavnih grških in rimskih poetih, pa o tem, kako živijo bogovi, kaj stori sončni bog Helios vsako jutro, kako sta Mars in Venera plačala za svoje pregrehe, kaj počne bog Vulkanus v svoji ognjeni kovačiji, kaj se zgodi, ko se bog Jupiter razjezi, pa o tem, kateremu bogu morajo moliti poročene ženske, kateremu pa vojaki, ki se odpravljajo na bojni pohod. Ugotovili bomo, da ogromno besed, ki jih vsak dan uporabljamo, prihajajo iz pradavnega jezika Rimljanov. No, to naj bo dovolj za danes. Vidimo se spet tukaj v emonski šoli, jutri ob zori. Vale, discipule.